Gospa Pulko, julij je, vi pa z mano vred v Mariboru, ne? A to pomeni torej, da ne sledite temu množičnemu črednemu nagonu Slovencev in se odpravljate na Pag, Poreč in... Ne, ni govora, kakšna čreda, ne, to me sploh ne zanima, ko grejo vsi na levo, grem jaz na desno. Ja, vroče, ampak jaz moram reči, da v Sloveniji sem zmeraj bila najraje poleti, čeprav mi je to marsikdaj ni ratalo, ne? Ampak takrat se najdem kako parkirišče, takrat se mi zdi, da je mir, predvsem ptiči škripajo, ljudje pa odškripajo na morje, tako da morje pa tista masa me zanima izključno konec septembra, no? Ali pa zgodaj maja. Zdaj, meni se zdi, da je nekje v našem spominu tako ena podoba, ne, da so moški tisti, ki plujejo okoli sveta, ne, medtem ko ženske v svojih predpasniških čakajo v pristaniščih. Ne. Zakaj je to? Torej, vi ste pa vse prej, kot bi pričakoval od ene Slovenke. Ne. Torej se sodobna Slovenka spreminja? Ja, verjetno zato, ker nimam dobenega predpasnika, pa ker nimam pristanišča. Ne. Zato grem strašno rada in... Zunaj je lepo in zunaj je pametno, ne? Če ostanem predolgo doma, se mi zdi, da malo zakisam, da se mi one polkence začnejo zapirati in ni dobro za življenje. Mora človek dejansko prepotovati cel svet, da začne verjeti vase in da mu naredi en klik v glavi in gleda drugače na vse skupaj? Ne, mislim, da ne rabi. Mora razmišljati in mora iti kam. Niti slučajno ne bi rekla, da mora iti en giro okoli sveta. Po moje sicer ni dovolj, da greš samo do Šentilja, pa do Kolpe, je fino, da greš pogledati še malo drugam, da vidiš, kak je to, ko so ljudje lačni in ko nimajo vode, potem začneš spoštovati to, kar imamo doma. Sicer pa tudi na kratkih potovanjih se da marsikaj naučiti. Zdaj, jaz sem danes med tem vašim literarnim večerom nabavil nekaj, kar mislim, da imamo celo oba. Wow, to, ja. Zdaj, kaj točno sploh imam na roki? To je tibetanska mala, to so njihove molilne jagode in jaz sem dobila te molilne jagode oziroma take molilne jagode od Tibetancev v severni Indiji, ko sem se tam peljala z motorjem in to je ostal moj talisman in sem potovala s tem, prišla domov in pol, ko sem pred 3 leti ustanovila tisto fundacijo Verjemi vase in na svoj svet, smo nekako naredili, ker pač pomagamo, suportiramo šolanje tibetanskih otrok v izgnanstvu, malo kot nekaki znak tega našega suporta. Stvari so od Tibetancev, v Sloveniji smo naredili izključno znak, na katerega smo napisali Verjemi vase in na svoj svet, kar je nekako pozitivna mantra, ker jaz verjamem, če za vsako kuglico, ki jih je 24, če bi človek vsako uro v dnevu ponovil, da verjame vase, jaz verjamem, da bo na koncu osvojil tudi svet. In to so pač mali spominki, s pomočjo katerih mi zbiramo pomalo denarja. Na koncu smo ga zbrali veliko, v 3 letih smo sponzorirali več kot 350 štipendij, to pomeni, kar rešujemo nekaj življenj. To moje zadnje potovanje v Indijo je pokazalo, ko sem te otroke tudi v živo srečala, da delamo eno fantastično delo in jaz moram reči, da sem na Slovence strahotno ponosna. Jaz sama sponzoriram enega samega otroka, potem pa en kup ljudi z menoj, kar smo vse zapisali na mojo spletno stran benkapulko.com, ker želimo ostati ena redkih, če ne edina slovenska fundacija, ki vsak slednji cent, ki ga dobi, namenjen za enega otroka, ta denar spravi tudi naprej. Sem pač vesela, da živimo v družbi, kjer imamo tudi družbeno odgovorna podjetja, ne vem, Raiffeisen banka je krasna, ker sem jaz rekla, hej, mi bi radi ostali taki, kot smo, nič denarja zapravili za bančne transakcije in so rekli, evo, mi bomo tam denar odpravili, kamor mora iti zastonj, ali pa ne vem, Simobil, ki reče, evo, mi vam bomo pa papir kupili, da boste lahko naprej tipkali in tiste, ki bodo za župane kandidirali, malo pa vprašali, če bi oni tudi kaj dali, ne samo govorili. Tako, igramo se z družbo in delamo eno veliko dobro delo in jaz sem bila vesela, ko sem prišla v Dalem šalo in v tisto šolo in sem videla, da ima en kup fasciklov, kjer piše Benka Pulko, Slovenija, Verjami vase in na svoj svet. Šele zdaj sem ugotovila pravzaprav, kaj delamo. Veliko, veliko, veliko lepo delo. Super. Jaz sem na vašem blogu zasledil eno navdušenje nad to Britanko Susan Boyle. Zakaj?
Zato, ker to, kar dela ona, delam jaz na svojih literarnih večerjih, na svojih predavanjih, govorim ljudem, da imajo vse, kar rabijo v življenju v sebi. Ne? Meni se zdi, da toliko manjka nam neke vere v nas same, v to, kar zmoremo. In ona je vsem dokazala, da pravzaprav fasada ni edino, kar imamo. Da tisto, kar imamo skrito v sebi, če verjamemo sami v to, lahko premakne v svet. Ne? Da navadna ženska, ki ji nišče ne bi dal take moči, pripisal, da se potem sramuješ svojih lastnih opazk in prekatiziranja in boksiranja ljudi, kam kdo paše. Sramota, ki smo izumili mi v razvitem, bogatem svetu. Škoda. Torej se splača verjeti v srečne konce, očitno. Absolutno. Jaz mislim, da vsak, ki verjame v svoj srečen konec. Če jaz lahko, ki nimam pojma o motorju, obvozim svet z motorjem, če ona lahko poje in uspe tako, kot je uspela, da premakne pravzaprav 3/4 sveta dobesedno. Jaz verjamem v vsakega človeka, v vsakega izmed nas, v vsakega izmed tistih, ki so danes sedeli tukaj in vsakega izmed tistih, ki gleda zdaj to, kar sva posnela. Super. No, hvala lepa, jaz pa grem zdaj šteti te kroglice in ponavljati tisto, kako že? Verjemi vase in osvoji svet. Ga bomo. Hvala.